Investitorji bežijo iz tveganih sredstev. Ja, tudi Bitcoina. Razkrili bomo zakaj. V drugih novicah pa tudi Deutsche Börse uvaja institucionalno skrbništvo za Bitcoin in Ethereum. Evropski zakonodajalci molčijo o ameriški Bitcoin rezervi in ameriški SEC dela popolni preobrat. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Delniški in kriptotrgi so doživeli velik padec zaradi vse večjih skrbi glede recesije v ZDA. JP Morgan je dvignil verjetnost recesije na 40%, Goldman Sachs pa na 20%. Glavni ameriški borzni indeksi, vključno z S&P 500 in Nasdaq, so močno padli, tehnološke delnice pa izgubile več 100 milijard vrednosti. Tesla je doživela največji padec, kar 15%. Trg kriptovalut je prav tako občutno padel. Bitcoin je zdrsnil pod $77,000, celotna tržna kapitalizacija pa se je zmanjšala za $240 milijard. Kljub temu Bela hiša umirja skrbi in trdi, da gre zgolj za prehodno obdobje. Kaj pa vi pravite, prehodno obdobje? Komentirajte spodaj. Nemški borzni gigant Deutsche Börse bo svojim več kot 2500 institucionalnim strankam ponudil storitve skrbništva in poravnave za Bitcoin in Ethereum. Storitev bo na voljo prek švicarske hčerinske družbe Crypto Finance AG, začetek pa je načrtovan za april 2025. Poleg tega namerava družba razširiti ponudbo na druge kriptovalute ter dodati storitve, kot so staking, posojanje in posredništvo. Ta korak je del širšega trenda reguliranih kriptostoritev v Evropi, ki sledi uveljavitvi regulative MiCA konec leta 2024. Očitno MiCA tukaj kaže pozitivne učinke. Če uživaš v naših novicah, pritisni všeček, komentiraj spodaj in seveda ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne zamudiš naslednjega videa. Medtem ko je ameriški predsednik Trump ukazal vzpostavitev Bitcoin rezerve iz zaplenjenih sredstev, evropski zakonodajalci na to niso podali komentarjev. Evropska centralna banka ostaja kritična do Bitcoina kot rezervne valute in namesto tega pospešuje razvoj digitalnega evra, ki naj bi bil uveden oktobra 2025. ECB predsednica Christine Lagarde zagotavlja, da bo digitalni evro soobstajal z gotovino in ohranil zasebnost uporabnikov. Kljub temu mnogi dvomijo v varnost in zanesljivost novega sistema, še posebej po nedavnih tehničnih težavah v evropskem plačilnem sistemu Target 2. Oktobra 2025, to bo pa kar hitro. Novi vodja ameriške komisije za vrednostne papirje, SEC, Mark Ujeda, opušča številne tožbe proti podjetjem, ki jih je uvedel njegov predhodnik Gary Gensler. Med opuščenimi primeri so tožbe proti Coinbase, Kraken, Gemini, Consensus in Robinhood. Ta premik pomeni konec obdobja agresivnega reguliranja prek pregona, ki je povzročalo negotovost v panogi. SEC se zdaj osredotoča na oblikovanje jasnih pravil za kriptosektor. Strokovnjaki odločitev pozdravljajo, saj menijo, da bo omogočila več inovacij in manj strahu pred nenadnimi regulatornimi ukrepi. Kdaj bo pa Ripple na vrsti? Hvala vam za ogled tega videa in ne se nam pozabiti pridružiti naslednji.